Gospod Logar, se strinjate z očitkom iz opozicije, da ste skokom omogočili vdor politike v pravosodje in da se boste v teh organih znebili tistih, ki vam niso po srcu? Skokom smo omogočili, da se bo pregon kaznivih dejanj, teh najtežjih in korupcijskih dejanj končno lahko začel izvajati učinkovito. To je bil tudi glavni namen uvedbe tega skoka. Demokrati smo to zahtevali ravno zato, ker stanje na področju pregona v Sloveniji ni dobro. In če bi vsi te organi, ki se bojo morda v tej fazi javne razprave glasno oglašali, opravili svoje delo, potem skoka sploh ne bi potrebovali. Skok je odgovor v bistvu na pereč problem korupcije v Sloveniji in jasna zaveza te vlade, da je ena od ključnih prioritet učinkovit boj zoper korupcijo. Vas je minister prepričal? Prvo kot prvo je nenavadno, da sem danes v razpravi glavnega projekta Ministrstva za pravosodje v tem mandatu z ministrom za delo, gospodarstvo in šport. Jaz bi pričakovala, da bi pravosodni minister ta ključen zakon v svojem resorju bil pripravljen braniti. Nisem pa presenečena, glede na odzive stroke, da mu verjetno ni kaj udobno sedeti tukaj. Ključen problem tega zakona je tako vsebinski kot postopkovni. Kakšen je vsebinski? Vsebinski je, če izpostavim samo eno najbolj problematično točko, je seveda širitev pristojnosti ministra za pravosodje pri postopku imenovanja tožilcev. Mi vemo, da Janševe vlade tradicionalno jih zelo srbijo prsti, da bi čim več političnega vpliva dobili pri neodvisnih institucijah. In zdaj govorimo o najbolj občutljivem postopku, to je kazenski postopek. In tukaj se nam res ne zdi primerno, sploh pa na tak ad hoc, hiter način, brez niti posvetovanja s vodstvi neodvisnih institucij, da bi zdaj šli tukaj dajati ministru za pravosodje diskrecijo, da bo on povedal, kateri tožilci, po besedah gospoda Logarja, so pa tisti pravi. No, najprej, jaz danes nastopam v funkciji predsednika Demokratov. Kot sem dejal, je bilo nekaj časa že vprašanje v javnosti, kaj počnemo na področju uveljavljanja skoka in na en skupen dogovor z ministrom za pravosodje, ki bo z veseljem in z vso svojo podporo, tudi strokovno podporo, ta zakon predstavljal naprej v proceduri, tako da na to ne bo treba dolgo čakati, ampak danes, prvi dan, ko je bil ta zakon predstavljen, tudi kot podpredsednik vlade, jasno povem, da skok bo, učinkovit boj zoper korupcijo bo. Vsi ti očitki opozicije, bom pa rekel, da so še posebej po farsi z Šutarjem zakonom rahlo zgrešili cilj. Mislim, da mora biti nam skupen cilj, da se organ, oziroma da se opolnomoči organ, ključni organ pregona, torej tožilstvo, da se mu da ustrezna pooblastila, da pri NPU-ju lahko zahteva preiskavo, med drugim NPU je do sedaj lahko zavrnil nek tak poziv, in potem v zadnji instanci, torej, da sodna veja oblasti pod načelom prioritete izvaja in na koncu sodi v relativno kratkem času in ugotovi krivdo ali ne krivdo. Zdaj vzpostavljamo, tako kot je minister rekel, ekosistem učinkovitega pregona zoper korupcijo, kriminaliteto in tudi kazniva dejanja belih ovratnikov. Zato ne bo treba sedaj 12, 10, 7 let čakati, da se bo ugotovilo in špekuliralo, kdo je kriv in kdo ni kriv, ampak se bo za ta najtežja kazniva dejanja in za korupcijo funkcionarjev relativno hitro odvil cel postopek in bo na koncu koncev javnost tudi razbremenjena teh špekulacij. Glavni namen je učinkovit boj zoper korupcijo. Zanimivo je, da je gospod Logar tako prepričan, da bo prav ta organizacijska sprememba tako pohitrila postopke in naredila pregon učinkovit, ko pa noben akter iz pravosodja k temu ne pritrjuje. Kako naj verjamemo gospodu Logarju in njegovemu ministru, ki sta ravno kar zasedla stolčke, da je pa to res pravi odgovor, ko cela pravosodna stroka pač pravi, da tega niti ni videla in da to, kar pa zdaj vidi, je zelo problematično iz vidika njihove avtonomije. Tako da zelo lepo se sliši,
Vemo pa, da je gospod Logar dal že veliko obljub, mnoge izmed njih so bile prelomljene in vemo tudi, kaj je počela vlada, v kateri je prej sedel, ki je bila tudi vlada SDS, iz vidika imenovanja tožilcev, a ne blokirali so imenovanje tožilcev. To je tisti centralni organ, ki se ravno to dela, preganja korupcijo. Vi ste to blokirali, sami so tožilci govorili, kadrovsko nimamo dovolj ljudi. Janševa vlada je to blokirala, ker očitno zdaj vemo, niso bili pravi tožilci in zdaj pa mislijo, da bojo s preimenovanjem enega organa tukaj čisto rešili vse probleme. Medtem ko stroka opozarja na kazenski postopek in mi tudi mislimo, da je tukaj srž problema, zato je tudi na Ministrstvu za pravosodje že od prejšnjega mandata delovna skupina, ki pripravlja rešitve. V prejšnjem mandatu veste, da smo izvedli pravosodno reformo in je zdaj, verjamem, veliko že narejeno na tem področju, da bi lahko prav te ključne probleme v postopku, zato da bo manj korupcije, rešili, če bi imeli tak iskren namen. Ja, lejte, problem je, ko zakon komentirajo posamezniki, ko ga niso niti prebrali ali pa se niso dovolj poglobili. Zdaj, ta zakon o skoku spreminja tudi del, kar se tiče kazenskega zakonika, predvsem kar se tiče kaznivih dejanj belih ovratnikov. V drugem delu pa bistveno pohitri postopek preiskave znotraj tožilstva. Namreč ravno model, ki je uporabljen za evropske tožilce, torej tožilska preiskava, se uporablja za kazniva dejanja, ki spadajo pod obveznost skoka, torej za kriminalna dejanja funkcionarjev, za organiziran kriminal in za korupcijo. In če boste pogledali statistiko, je v bistvu sodna preiskava, ki se sedaj umika, zaplete ali pa podaljša postopek v povprečju za 16 mesecev. Kar pomeni, da bistveno pohitri ta način postopek in ravno učinkovitost postopkov evropskih tožilcev, ta ideja je prenešena v skok, zato da bomo učinkovito se spopadli za korupcijo. Jaz sem govorila, samo malo moram se odzvati, jaz sem govorila o kazenskem postopku, ne o kazenskem zakoniku, to sta dva različna zakona. Zakon o kazenskem postopku, ja, okej. Ne, je pa kar pomembna razlika, nekaj so vsebinsko kazniva dejanja, drugo je postopek in zadnja oblika zakona o skoku ne spreminja kazenskega postopka. Je pa res, da se poskušate zgledovati po evropskih delegiranih tožilcih glede tega dela tožilske preiskave. In tukaj bi samo spomnila res, da smo previdni glede take iskrenosti demokratov in seveda vemo, kdo tukaj vodi igro SDS. V prejšnjem mandatu je bila Sloveniji, SDS seveda vlade, ne našem, v prejšnjem mandatu vlade SDS je bila Sloveniji storjena mednarodna škoda s tem, ko smo bili zadnja država v Evropski uniji, ki je imenovala evropske delegirane tožilce. Zakaj? Ker je ta vlada zavrnila dva kandidata, ki sta bila po zakonitem postopku izbrana. Zakaj? Ker očitno nista bila prava. To se zdaj vse vrača. Zdaj pa kar naenkrat je ta model jim zelo všeč. Takrat, ko so imeli možnost, da podprejo sistem evropskih delegiranih tožilcev, je tudi gospod Logar sedel v vladi, ki je zakonit postopek preprečila in zato imamo tudi odločbo upravnega sodišča. Zdaj še enkrat, kolegica ni dobro prebrala zakona za skok, pač ustanoviti, spreminja se tudi zakon o kazenskem postopku, ravno v tem delu funkcionarjev, kjer zahteva absolutno prednostno obravnavo funkcionarjev, ki so torej oseb na položaju, ki so zagrešili kakšno od osumljenih kaznivih dejanj. To ste dali ven, ker je blokiral en zakon v državnem zboru. To je zadnja verzija, ki smo jo prejeli. Samo povem. Lahko dokončam? Lahko dokončam. No, skratka, to spreminja. In ta postopek v tem delu opolnomoči dejansko tožilce, da postanejo vladarji postopka, hkrati pa zagotovi sodišča, ki niso obremenjena z drugimi primeri, ki bi ukvarjale se samo s temi kaznivimi dejanji in ne bo izgovorov, zakaj se določeni postopki vlečejo. Pa še enkrat, ko sem se še pogajal z gospodom Golobom o sklenitvi koalicije, je bilo strani Gibanja Svobode zelo jasno izraženo stališče, celo papir za pogajanja so pripravili, v katerem je jasno pisalo, da je v zvezi z pregonom korupcije in organizirane kriminalitete v Sloveniji vse okej, da ni potrebno praktično ničesar spremeniti. In zdaj jaz razumem gnev ali pa jezo koalicijskih poslancev ali pa strah koalicijskih poslancev pred učinkovitim pregonom. Poglejte, mi imamo nekega župana, ki je prodajal kubične metre zraka
pa je zadeva že 2 leti stoji pred sodnico, ki se zgovarja na druge postopke, ker je zaradi tega preobremenjena. Danes skokom takega primera ne boste videli, zaradi tega, ker bo sodnik, ki bo sodil v okviru tega X specializiranega sodišča, se ukvarjal izključno s tem primerom pod A, ne, in pod B. Predsednik tega sodišča bo vsako leto prihajal pred državni zbor, torej pred državljanke in državljane, in povedal, v tem letu smo naredili to in to, tu smo ugotovili, da so določene anomalije, to smo pa zaključili. In boste videli, da se bo kar naenkrat, ko se bo recimo Tarča neka oddaja ukvarjala s kakšnim kriminalnim dejanjem, ravno zaradi tega ekosistema in medsebojne učinkovitosti in povezanosti zelo hitro zgodile potem tudi ustrezne preiskave, kar je danes tisto, kar ljudi najbolj moti. Ljudi najbolj moti, da se nič ne premakne, da stvari stojijo, da so po 15 let postopki, in če opoziciji se zdi to normalno in če ne bi nič spreminjala, glejte, se to ste gledali zadnje 4 leta. Zato so pa ljudje tudi rekli, da hočejo drugače, in zato smo tudi demokrati predlagali v tem postopku ustanovitev skoka, in rezultat danes seje vlade je, da je zelo jasna zaveza te vlade, da se bo učinkovit boj zoper korupcijo postavil v ospredje te koalicije. Seveda mislimo, da je treba narediti pomembne spremembe za to, da bo pregon korupcije boljši. Jaz ne vem, iz kje ste vi zaključke dobili, ki ste jih navajali. To je vaš dokument bil. Lejte, vse, kar smo delali v Državnem zboru, izkazuje, da smo sledili temu, da bi bil pregon boljši. Zato je bila resolucija sprejeta, zato je bila strokovna skupina. Želim pa samo eno zadevo reči, ker je gospod Logar veliko lepih stvari povedal, kljub temu, da je minister za delo, gospodarstvo in šport, minister za pravosodje pa danes nažalost ni z nami. Gospod Logar govori, da so s tem zakonom tožilci opolnomočeni. Ker nismo povabili gospoda Logarja, ker je bila to glavna predvolilna obljuba, tako da minister za pravosodje se ni skril, samo to, da je jasno. Hočem reči, gospod Logar govori, da bodo tožilci s tem zakonom opolnomočeni, da bojo bolje lahko opravljali svoje delo. Vrhovna državna tožilka pa nam sporoča, da je to napad na njihovo avtonomijo in državljanke in državljani naj presodijo, komu bodo verjeli. Kdaj bo zakon v parlamentarni proceduri, gospod Logar? Ja, zdaj bo romal v parlament, tako da jeseni se bo upravila parlamentarna procedura. Tam se bo razpravljalo v parlamentu. Gospa poslanka bo imela obilo možnosti vprašati ministra za pravosodje, ji bo lahko razložil, bo tudi lahko prebrala, da je notri sprememba zakona o kazenskem postopku. Tako da mislim, da bo ta procedura taka, da bo na koncu dejansko prišel ven tak organ. In še enkrat, veste, z resolucijami se ne reši nedelujočega sodnega sistema pa nedelujočega pregona korupcije, zato je potrebno neke politične odločitve. Ta vlada ni prišla na oblast zato, da bo samo spremljala in resolucije sprejemala, ampak so dejansko nekaj ljudem dostavi, torej kot servis ljudem naredi tudi pregon korupcije učinkovit. Način obnašanja pove vse. V tej vladi očitno mislijo, da vse vejo in da vse vejo bolje kot stroka. Prsti jih pa srbijo zato, da bi imeli vpliv nad neodvisnimi institucijami, in mi bomo naredili vse, da bomo to preprečili. Znajte, samo to, kar se tiče prstov, to je absolutna neumnost. Zdaj, ta zakon je dejansko sistem, ki pravosodju in tožilstvu ter organom pregona omogoči učinkovit pregon. Samo to. Naj presodijo državljani. Najlepša hvala obema, da ste bili. Hvala za povabilo. Hvala.